Hvala lepa, lepo pozdravljeni. No, samo dogajanje okrog izdaje in potem prvih tednov te knjige je tako zelo zanimivo, kakor knjiga sama. In dopolnjuje to, kar je povedal avtor, tudi na drugačen način. Prvič, rokopis je prišel na založbo po zapletenem sistemu, pristal pri meni, kjer smo seveda vedeli, da imamo v rokih močno stvar in smo zato napeli vse sile, da jo tudi takoj izdamo. Se pravi, da se je delalo nepretrpno. Takrat je bil Janez Janša minister za obrambo in sem korekturo nosil k njemu pisarno med sestanke in nazaj in tako. Skratka, te stvari so tehnične narave. Prihajajo pa bolj zanimive. Že v tiskarni je bil rokopis takoj ukraden, oziroma, kako so takrat rekli, dan v branje, kajti v preteklosti, ki jo večina med vami ne pozna, ker ste premladi, je sleherni rokopis sleherne tiskarne v jugoslovanski državi najprej krenil v preverjanje na upo. Ko so prebrali, če vse v redu s knjigo, je bila knjiga naprej tiskana in končana. Tukaj knjige niso mogli preprečiti, so se pa seveda na njo pripraviti. In tako se je zgodilo prvič, za kar vem, in verjetno nikoli več pri nas, da je imela knjiga 2 tiskovni konferenci. Eno je bila naša uradna, tiskovna konferenca Mladinske knjige, druga pa je bila 1 uro pred njo. In sicer je organizirala stranka, mislim, da se je takrat reklo demokratične prenove, če ni bilo že združeno listje, nekaj takega, kjer so jo vnaprej obsodili. Doživela je političen pogrom, ki je primerljiv usodi Kocbekove knjige Strah in pogum. Takrat je po vsej Sloveniji sleherna partijska celica morala Kocbekovo knjigo obsoditi. In jo tudi je, čeprav jo niso prebrali, ne? Ampak in so ga tudi potem izločili iz predsedstva in osamili. Na zelo podoben način se je ta knjiga brala v vseh strankah in v vseh strankah so jo bodisi molčeče podprli, v strankah pomladi bodisi drastično, politično obsodili. Se pravi, da je še vendarle delovala stara pamet, znana pamet iz preteklih časov, kako se ravna s knjigami in intelektualno lastnino. Hkrati moram reči, da med enim izmed mnogih pogovorov o knjigi v Portorožu, mislim, da je bil, kjer je auditorij Portorož, direktorica auditorija Portorož organizirala pogovor z avtorjem, zelo kmalu po uradni tiskovni konferenciji je prišlo nekaj 100 ljudi in organizirana skupina, ki je vmes kričala, vstajala, motila govore, bila dogovorjena za napade posamične in tako naprej in tako naprej. Skratka, to so bili predvsej burni časi in voditi take pogovore je bilo na moč zanimivo. Tako da s tem v zvezi lahko povem, da je tudi tista direktorica, ki je bila izjemno uspešna, seveda izgubila mandat in nikoli več ni bila direktorica. Se pravi, da se usoda Janeza Janše drži že od samih začetkov, oziroma se mu je po zaporu ponovila, ko je izdal to knjigo. Še nekaj je treba povedati. Prepričan sem, da bi bil pogled na slovensko osamosvojitev drugačen, če ne bi bilo te zgodne knjige. To, kar je že rekel sam avtor, nobenega stavka niso mogli obdolžiti, da ne drži, kar hkrati pomeni, ta knjiga je postavila osnovo za zgodovinopisje, oziroma je material za zgodovinopisje. Ko bo enkrat napisana zgodovina slovenske osamosvojitve in teh časov, bo neobhodno potrebna. Če pa bi je ne bilo tako zgodaj, bi se ta čas prekril z mnogimi interpretacijami,
ki so seveda ugledale luč sveta takrat ob polemiki s to knjigo, in pogled na slovensko osamosvojitev bi bil drugačen, kajti popravljati za nazaj, ko že izbruhnejo knjige, že kvazi zgodovinske knjige in tako naprej, je mnogo težji, kot pa če se obesijo polemično na nekaj, kar že je, hkrati pa drži. Morda tudi žanrsko, to so spomini na sodobnost takrat, in Slovenci imamo v spomini kar nekaj tradicije v preteklosti. Hribarjeve, župana Hribarja, Dvošnjakovi spomini, ki je bil poslanec, to se pravi v starejših časih. Kasneje pa imamo obilico partizanskih in partijskih spominov. Tudi spominov visokih funkcionarjev. Spomnim se spominov Miha Marinka, ker sem poznal lektorja, ki ga pravilo, tako da vem, kako so te spomini nastajali. Najprej seveda tajnica vse napisala, potem je lektor vse popravil, potem je šlo pa na CK, kjer so mu odobrili, če je tista resnica prava in če so njegovi spomini pravi, tako da smo dobili potem, tako bi rekel, klasično prečiščeno besedilo, ki ni bilo napačno niti v enem samem stavku. In za poznavalce je bilo predvsem zanimivo tisto, kar je v knjigi manjkalo v tistih spominov. Ne tisto, kar je bilo napisano, ker je bilo podobno floskulom iz časopisov. Tukaj pa se je zgodilo nekaj nenavadnega. Janša je izdal spomine, morate to ločiti od avtobiografije, kajti spomini vedno operirajo tudi z konkretnimi podatki. Napisal je spomine, ki so eksplodirali kot politična bomba. Ne samo zaradi pogovora z Lobcem, z veleposlanikom, ali kaj je že bil tukaj, pač pa tudi zaradi konceptov, kako on gleda samo osamosvojitev in kako gleda razvoj slovenske države naprej. Tisto je po moje za njih bilo še huje. Tako da se je zgodilo, da je knjiga Premiki, mimogrede, naslov smo izbrali v založbi, zato smo potem lahko nadaljevali to, ker smo dobili od avtorja dovoljenje tudi s celo zbirko Premiki, ki je prinašala politično literaturo, kakršno sicer ne bi vzela luč sveta pri nas, drugačno politično literaturo. Skratka, ta knjiga Premiki je naredila nekaj, kar ni še nobeno dotlej. Spomini namreč niso išli v taki velikanski nakladi, še nikoli, ker je to vendarle vezano na ozek krog ljudi, ki jih bere, par sto, morda nekaj 2-3 tisoč. In po tej knjigi so nenadoma spodbojeni politični ljudje začeli kot zastavo pisati svoje spomine, seveda drugačne. Tako da moram reči, da je avtor s Premiki odprl povsem drugačno poglavje tudi v slovenski memoarski književnosti, kakor je bilo znano dotlej. Kaj je danes s to knjigo? Prvič, kar je že povedal avtor, že takrat in tudi zdaj je izjemno pomembno, da je skoraj 70 000 izvodov hkrati po gospodinstvih oziroma doma, bralcev pa še toliko več, da je možno pogledati sam koledar kompletne vojne, kako je potekala, in je to neizbrisljivo. To ni več operetna vojna, mimogrede, ni samo operetna osamosvojitev, govorili so tudi o operetni vojni, ne poznavajoč teorijo vojne, da je tista vojna, ki je najkrajša in ki ima najmanj padli in kjer se sovražnik umakne zato, ker spozna, da bo sicer imel strahotne izgube, da je tista najboljša vseh vojn. Skratka, to je nekaj drugega, ampak če gremo dalje, toliko in toliko gospodinstv, toliko in toliko ljudi ima dokumente pri sebi. Pa še nekaj, tudi nekatere prognoze, ki jih je avtor takrat
napisal, tudi nekatero kritiko, ki jo je takrat napisal, je potrebno brati ponovno, ker je žal še zmeraj živo. Hvala lepa.